Še v nedeljo zvečer pred polnim Ljudskim vrtom, v sredo popoldne že na Portugalskem. Vijoličasta četa je po 3-urnem poletu z mariborskega letališča nekaj pred poldnevom po lokalnem času prispela v Porto in se po polurni vožnji z avtobusom namestila v hotelu v Guimaraešu. Ob prihodu nič kaj spodbudno vreme z močnim vetrom, a brez padavin, ki se napovedujejo na dan tekme. Začenja se torej druga polovica tekmovanja v skupinskem delu Lige Evropa s tekmo 4. kroga. Naslednja postaja je Braga, Portugalska bo začasno bivališče vse do petka. Po zgodovinski točki, prvi za slovenski nogomet v Ligi Evropa, ob prvem medsebojnem dvoboju s finalistom zadnjega tekmovalnega cikla v Ljudskem vrtu, sledi sedaj nov izziv. Moštvi bosta tokrat zamenjali vlogi. Portugalci so favoriti, toda papirnate napovedi bo treba potrditi na zeleni površini. Prvi stik z igriščem v Bragi je bil na večernem uradnem treningu, med igralci je prisotno vedro, optimistično razpoloženje. Fantje so zbrani, osredotočeni na naslednjo nalogo. Zavedajo se, da po nedeljski tekmi, ki so jo večino časa odigrali z 10, sledi še ena velika preizkušnja. Tokrat proti ekipi, ki sodi v zgornji dom portugalskega nogometa. Dvoboj istih tekmecev se je v mariborski Trdnjavi končal 1:1, pričakovanja pred povratnim, ki ga bodo vodili sodniki z Cipra, pa sta na novinarski konferenci pred portugalskimi mediji predstavila Darko Milanič in Agim Ibrahimi. Za nami so 3 tekme v Ligi Evropa, izredno pomembne tekme, na katerih smo zbrali nekaj izkušenj v tako pomembnem tekmovanju. Tako je, na začetku tekmovanja smo upali, da bo, oziroma kot športnik si želiš ustvariti pozitivne rezultate. Na prvih 2 tekmah se nam ni prosrečilo, na 3. tekmi smo končno prišli do te zgodovinske točke v Ligi Evropa za slovenske klube, tako tudi za naš klub. Kar se tiče napredovanja na naslednji krog, pred nami so še 3 tekme in po nekem super scenariju je tudi to mogoče. Vse bomo naredili, da bi že na jutrišnji tekmi bili zmagovalci, čeprav se zavedamo, da je to izredno težko delo. Moramo izpolniti sve te naloge, što nas trener daje već pred tekmo. Mislim da smo odlično motivirani pred tekmom i čaka nas jedno zelo teška tekma i mislim da ćemo se potruditi maksimalno. Tekma se bo po lokalnem času začela ob 20:05, v slovenskih domovih bo tedaj 21:05. Dodatna zanimivost bo nastop na stadionu z delom objekta vklesanem kar v kamnolom Monte Castro, ki se razprostira na bližnjem hribu nad mestom. Zgrajen je bil leta 2003 za Evropsko prvenstvo, sprejme 31.000 gledalcev in prav vsi so nameščeni zgolj na 2 velikih tribunah na stranskem robu igrišča. Za goloma tribun ni. Na eni strani je le pogled na velik zaslon na skalah, na drugi razgled na mesto. Z zajetno 83 milijonov evrov vredno investicijo je sodil med 4 najdražje stadione od 10, ki so jih Portugalci zgradili za Evropsko prvenstvo. Ob slabi vremenski napovedi gostitelji ob gostovanju Maribora napovedujejo obisk do 10.000 gledalcev, med njimi bo tudi skoraj 150 takšnih, ki bodo stiskali pesti za gostujoče moštvo, z željo, da zgodovinska točka dobi družbo še kakšne.